Že, prišla sva zdaj še do zadnjega segmenta, to je segment hitrih vprašanj. In bi te tako vprašal, koliko po tvoje znašal BDP na prebivalca za Slovenijo čez 10 let? Čez 10 let bo 45.000. Kako danes smo na 35? Ja. Ok, spravo. Ja. Ne vidiš posebnih disrupcij tukaj? Ne, če ne bo pač nekih večjih kriz, potem bi čisto lahko prišli na 45.000. Omenil si nizko stopnjo brezposelnosti, malo nad 4%. Kakšna bo čez 10 let? Ja, to je pa tako odvisno od poslovnega cikla, da je težko napovedati, ampak ja, v povprečju čez poslovni cikl, po mojem, bo približno ista kot danes, okrog 4%, zato ker je trg dela vedno v večjem pomanjkanju delavcev, torej presežno povpraševanje po delavcih, tako da za brezposelnost se ne bojim v naslednjih desetletjih. Zdaj, v AI-ju nisva kaj dosti govorila, ampak recimo čistko na hitrco, kakšen ti vidiš efekt, da bo na brezposelnost strani umetne inteligence? Zaenkrat ni nekih učinkov, tudi študije, ki berem ta zadnje, ni nekih učinkov na nadomeščanje dela, mogoče v določenih segmentih, kot je programiranje, se je produktivnost dela zelo povečala, v večini pa ne, in tudi samo okrog 4-5% dela, torej zaposlitev je trenutno ogroženih strani umetne inteligence. Bo pa ključno vprašanje za podjetja, za lastnike podjetij, kako v bistvu te prednosti to tehnologijo, prednosti tehnologije umetne inteligence v bistvu v smislu privabiti na sebe oziroma jo ohraniti za sebe in ne prepustiti zaposlenim, ker pač brez sprememb pač povečana produktivnost s pomočjo umetne inteligence samo skrajša čas delovne aktivnosti zaposlenim, ki potem lahko namenijo ta prosti čas za svoje aktivnosti, in ključno bo, kako torej si zagotoviti, da podjetja ohranijo pač ta prihranek časa zase, ne pa za zaposlene. To je zelo tako težko HRM vprašanje, se mi zdi. Da pa što, trenutni vrstni red Slovenije in njenih, rekel, konkurentk, recimo države vzhodne Evrope, Hrvaška, Poljska, Češka, Slovaška, trenutno Slovenija vodi, da ima najvišji BDP na prebivalca med temi državami. Kako misliš, da bo čez 10 let? Ja, tu se bo slika po mojem obrnila sigurno Češka, Estonija, in tako mislim, da po določenih indikatorjih že, po tem dejanskem dohodku na prebivalca, merjenem pokupni moči, že presegla. Torej Češka, Estonija pa Poljska tudi, smo že zelo blizu. Mislim, da nas bojo prehiteli tudi zaradi tega, ker so pač toliko večje gospodarstva, malo bolj strateško tudi pozicionirana, pa pač imajo precej močnejše multinacionalke. Recimo včeraj sem bral na Bloombergu, kako zdaj poljska podjetja, multinacionalke se širijo v Nemčijo. Tako da ja, to bomo opazili. Mislim, da temu bomo priča, da nas bojo prehitele te države. Pa zadnje hitro vprašanje. Katere 3 ukrepe bi za Slovenijo uvedel dr. Anže Burger, če bi imel možnost? Ja, znižanje davkov na dohodke, na delo, potem debirokratizacijo, zmanjšanje administrativnih ovir in pa te strukturne reforme, optimizacijo javnega sektorja v smeri zmanjšanja števila zaposlenih pa javnofinančnih izdatkov javnega sektorja. Super. Anže, hvala ti za tvoj obisk. Hvala za povabilo. Poslušalci in gledalci, se vidimo naslednji torek.